Na informativnih dnevih, ki so po 2 letih epidemije potekali v živo, so se bodoči dijaki podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji šolanja, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi koristnimi informacijami. Prikazali smo jim in še bomo posamezna strokovna področja, pokazali jim bomo, kako naša šola diha, kaj se pri nas dogaja, in upam, da jih bomo tako navdušili, da bomo septembra imeli prvo skupno srečanje. Na Srednji prometni šoli Maribor so predstavili svoje 3 programe, in sicer logistični tehnik, tehnik varovanja in tehnik elektronskih komunikacij. Prepričali bomo z zelo perspektivnimi danes in tudi v prihodnje področji, torej programi logistični tehnik, tehnik elektronskih komunikacij in pa tehnik varovanja. Prepričali jih bomo tudi s tem, ker pri nas poskrbimo za dijake celostno. Obe izobraževalni instituciji bodočim dijakom ponujata tudi pester nabor obšolskih dejavnosti. Pri nas spodbujamo zelo močno tudi dijake športnike, ampak zaradi tega smo dobili tudi certifikat Olimpijskega komiteja Slovenije, športnikom prijazno izobraževanje, in tudi to športno kariero spodbujamo. Poskrbimo za dijake tudi v tej smeri. Po nekaterih projekcijah se bo trg dela v naslednjih letih bistveno spremenil. Dijaki, ki se v tem trenutku vpisujejo v določene programe, so pred pomembnimi odločitvami. Predvsem v luči tega, da veliko poklicev v prihodnosti ne bomo več poznali, ali pa bodo z avtomatizacijo praktično ukinjeni. Brez logistike tudi še v naslednjih 50 ali več letih ne bo šlo, in na tem področju smo aktualni in tudi zelo prisotni. Da pa ne govorim o tem novem programu in področju telekomunikacij, vemo vsi, da se to širi, da se na tem področju, mogoče se poklic ne bo enako imenoval kot danes, zagotovo pa področje, ki bo zelo zaposljivo in znanja iz teh področij zelo iskana.